smo ti, majko draga, zasvit straga ove zemlje. Doniesmo ti jane svoje i u njima svoje želje. Pogledaj nas, utješi nas, svoje ruke stavi na nas, svome sinu preporuči, majko mira moli za nas. Pogledaj nas, utješi nas, svoje ruke stavi na nas, svome sinu preporuči, majko mira moli za nas. Pogledaj nas, utješi nas, svoje ruke stavi na nas, svome sinu preporuči, majko mira moli za nas. Lep pozdrav, dragi gledalci in gledalke. Pozdravljeni v julijski oddaji Glas Medžugorja. 40. obletnica Medžugorja je za nami in pesnitev medžugorskega venca pravi takole. 40 let se prikazuješ mali družbici izbrani in po njih nas poučuješ, kakšni bodo naj zemljani. O Marija, srčna hvala za vse čudežne obiske, ki si jih kjerkoli dala v skrbi za človeške stiske. Naj ta pesem se razlega iz slovanskega obzorja pred Gospodom stvarstva vsega v čast gospe iz Medžugorja. Hercegovsko Topogorje je zdaj priča tvoje slave, ko hitimo v Medžugorje, romarji noseč pozdrave. Ravno v mesecu juniju pred obletnico so ukrepi postali milejši in vemo, da so nekateri zvesti romarji že pohiteli v Medžugorje. Nekateri pa sigurno še bodo. Bližamo se naslednjemu velikemu dogodku, ki se bo odvijal v Medžugorju. Od 1. do 6. avgusta 2021 bo potekal Mladifest. Kot lahko sledimo obvestilom, bo tokrat potekal v svoji ustaljeni obliki. Lansko leto smo ga lahko spremljali le v popoldanskem času, letos pa priprave že potekajo. Kako pa sploh izgleda Mladifest? Mateja, kdaj si bila ti prvič na Mladifestu in kaj ti je bilo najbolj všeč? Prvič sem obiskala Mladifest v jubilejnem letu 2000. Zanj mi je povedala moja teta. Omenila je samo, da gre za festival mladih. Jaz pa sem si v svojih 20-ih predstavljala pod temi besedami koncerte, alkohol in cigarete. V glavnem zabavo. A kakšno presenečenje! To je bila zabava v pravem pomenu te besede. Zdrava zabava, brez drog, alkohola in cigaret. Takšnega načina do tedaj nisem poznala, kajti svet me je počasi vlekel po svoji poti. V Medžugorju pa me je prevzela glasba, ki je polnila mojo dušo, čudovita pričevanja in veselje, ki sem ga tam doživela in sem ga intenzivno doživljala še približno 3 mesece po zaključku festivala. Si naslednje leto ponovno romala na festival mladih? Da, romala sem vsa naslednja leta z izjemo enega in lanskega, ko je epidemija preprečila prehod meja. Nam lahko malo opišeš, kako poteka Mladifest? Na začetku festivala se predstavijo vse prisotne države, ki jih je bilo zadnja leta okoli 70. Vsakodnevni program se začenja z jutranjo molitvijo, sledijo kateheze, pričevanja. Popoldanski program se začenja ob 16. s katehezami in pričevanji, nadaljuje ob 18. z molitvijo rožnega venca in sveto mašo ob 19. uri.
Po sveti maši sledi čaščenje križa, najsvetejšega, procesija z Marijinim kipom, čaščenje s svečkami, molitev duhovnikov nad udeleženci. Festival pa se zaključi z vzponom na križevac. Mladi fest je zares čudovita izkušnja, ki ti napolni baterije za vse naslednje leto. Kdor še ni bil, naj se čim prej prepriča svojo lastno izkušnjo. Sedaj pa bomo slišali veliko zanimivega o samem začetku Mladi festa, o tem, kako je Medžugorje navdušilo tudi mlade, in o tem nam bo spregovoril naš gost, gospod Kornelij Vidmar, ki ga prav lepo pozdravljam. Pozdravljeni, gospod Kornelij. Pozdravljeni, dober dan. Dober dan. V prejšnji oddaji smo mi že veliko spregovorili o sadovih Medžugorja. V naslednjem mesecu se bo v Medžugorju odvijal že 32. Mladi fest. In če pogledamo, se je Marija prikazala otrokom oziroma mladim. Jakov je bil takrat star tam nekje ravno 10 let, ostali so bili pa najstniki. In zanima me, kako so videnja vplivala pa na ostale mlade v njihovi okolici, na sošolce, na prijatelje, in tudi vi ste bili takrat mladi, stari, če se prav spomnim, 22 let. No, torej takrat so ta videnja imela zelo, zelo velik vpliv. To je bilo nekaj, kar bi lahko rekel, čisto novega, kar smo mladi doživljali. Posebej mladi v Medžugorju, in mladi so se povezovali in ustanavljali molitvene skupine. Imeli so kar precej teh molitvenih skupin, bilo kot posamezni vidci, pa tudi drugi, tako da so bile takrat molitvene skupine v Bjakovičih, potem pri Plavem križu, potem Ivanova skupina, ki je hodila na križevac, pa še drugi mladi so imeli te manjše molitvene skupine, kjer so molili po Marijinih namenih. Zakaj? Zato, ker je Marija že takrat v začetku prosila, naj se moli po njenih namenih. Takrat je rekla, da obstaja nek plan, njen plan, ki se mora v svetu zgoditi. No, zdaj po 40 letih nam je morda malo bolj jasno, kaj nam je Marija takrat želela povedati. In seveda Marija je prosila ne samo za molitev, ampak tudi za post, za pokoro, za zadoščevanje. In seveda takrat mladi, kot v Medžugorju, kot drugi v svetu, smo to njeno željo nekako z veseljem sprejeli. Marija je rekla, da je v ta kraj prišla, ker je tukaj našla živo vero. To zagnanost so pokazali tudi mladi z ustanavljanjem teh molitvenih skupin. Sta pa še dve osebi, ki imata prav posebno izkušnjo. To sta Jelena in Marija Vasil, ki sta Marijo slišali in videli na drugačen način kot ostali vidci. Ste bili kdaj prisotni pri videnju Jelene in Marijane in v čem se razlikuje njuna izkušnja od izkušnje ostalih 6 vidcev? Ja, na začetku, se pravi, ko sem jih jaz poznal, sta prihajali v zakristijo glavne cerkve in tam sta imele tudi videnja. No, enkrat sem imel seveda to priložnost, da sem bil neposredno zraven na videnju. Ta videnja so se seveda razlikovala od ostalih medžugorskih vidcev, namreč oni dve sta Marijo videli v svoji notranjosti, lahko bi rekli kot vizijo. Medtem ko ostali medžugorski vidci so Marijo gledali trodimenzionalno, tako kot se mi vidimo, ko se srečujemo. Ta videnja so trajale, oziroma vsaj jaz vem, da sem jih nekako sledil od 83. pa do 95. leta. Jeleni se je najprej začel prikazovati angel, ki jo je poučeval o njenem duhovnem življenju. Pri prvih prikazovanjih jo je naučil tudi kratek vzdihljaj: angel, angel mojega odrešenja,
vodi me do večnega Boga. No, nekaj mesecev za Jeleno se je začela Marija prikazovati tudi Marjani. Spomnim se datuma, to je bilo, mislim, da je bilo 19. marca leta 1983. Kot sem že rekel, te dve dekleti sta imeli lahko videnje kot vizijo tudi pri zaprtih očeh. Vendar vedno sta poudarjali, da morata, po hrvaško ste rekli, morata uroniti v molitvu, morata se prav potopiti v to molitev, in potem se jim ta slika Marije, ki jo vidita, bistri, razjasni. S tem, da sta one dve opisovali, da malo drugače vidita nebeško gospo, kot jo recimo vidijo ostali medžugorski vidci. One dve sta jo videli celotno v belem in na glavi je imela krono iz 12 zvezd. Angel pa se je prikazal tudi v Fatimi, fatimskim pastirčkam. In ta prikazovanja v Fatimi in Lurdu so danes cerkveno tudi pri nas priznana. Zanimivo pa je to, da pravijo, da vidci niso nič slišali in prav nič vedeli o teh prikazovanjih. Meni je bilo to zanimivo in sem naredila en tak poizkus. Učila sem 5. in 6. razred verouk in sem imela kar nekaj otrok. In smo začeli pogovor o tem, da se Marija po svetu je že prikazovala in da se prikazuje. In kar nekaj otrok ni nikoli slišalo, ne za Fatimo in tudi ne za Lurd. Nekateri so prav pogledali in so rekli, kaj, a res Marija se je prikazala in to cerkev potrjuje. Tako da smo potem prebirali knjigice o Bernardki, Lurški, pa potem o fatimskih pastirčkih. In nekako sem dobila potrditev, da vidci res niso o tem verjetno nič vedeli. No, vi pa boste sigurno nam znali več o tem povedati, kajti bili ste v samih začetkih skupaj z vidci. Ja, pater Jozo Zovko, takratni župnik, je že v prvih dneh zasliševal otroke in bil je zelo strog do njih. In ravno to njihovo nevedenje o prikazovanjih v Lurdu in Fatimi jih je nekako rešilo pred njegovo strogostjo. On se je bal, da bi otroci poznali te zgodbe. In to je bil za njega v bistvu potem dober argument, ki je govoril v prid pristnosti teh njihovih izjav. Ponavljam, tudi danes marsikdo ne ve, da so bila prikazovanja, torej pri prikazovanjih tudi tako imenovana spremljevalna videnja. To zaenkrat ni nič novega. To videnje pri Jeleni in Marjani ni bilo recimo tako posebno. Fasciniralo pa me je, ko smo se dobili v zakristiji. Prisoten je bil tudi profesor dr. René Laurentin, v prejšnjem stoletju v bistvu največji mariolog. Veliko stvari ga je zanimalo, veliko je spraševal. No, kasneje smo se dobili tudi pri Jeleni doma. In torej Jelena mu je natančno razlagala, kako vidi Marijo in je povedala, da ima Marija zvezde nad glavo. Potem pa seveda jaz nisem mogel biti tiho in sem se takoj vmešal v ta pogovor in sem vprašal, ali so bile te zvezde peterokrake ali šesterokrake. Presenetilo me je, ker je Jelena to z velikim začudenjem sprejela, pa je rekla šesterokrake. Zakaj pa je pomembno, da so šesterokrake? Ja, šesterokraka je Davidova zvezda, ki jo ima tudi država Izrael v svoji zastavi. Torej Davidova zvezda, Jezus izhaja iz Davidovega rodu. Kasneje ste vodili avtobuse romarjev v Medžugorje. So tudi romarji imeli priložnost slišati njuno pričevanje in je kakšen dogodek, ki se vas je posebej dotaknil? Ja, če sem le mogel, sem takrat, ko smo se vračali iz križevega pota, se pravi iz Križevca, nekako prosil Jeleno in Marjano za kratko pričevanje,
No, in nekateri romarji so bili sicer zelo utrujeni, ampak obenem zelo veseli, da so lahko v bistvu iz njihovih ust slišali njihovo pričevanje. Zanimiva mi je bila pa ena stvar, ker smo vedno, kadar smo se z njimi pogovarjali oziroma kadar sta nam prišli pričevati v avtobus, smo potem na koncu rekli, pozdravita Marijo, ko boste imeli spet videnje, ne, pa ne pozabiti povedati, da je bila to slovenska skupina. No, enkrat mi je potem Jelena rekla, ja, Marija je z velikim veseljem sprejela vaše pozdrave, vendar je še nekaj povedala, je rekla, najlepše jo pozdravimo takrat, kadar izmolimo angel Gospodov. No, potem sem pa vprašal, zakaj, je rekla, zato, ker v tistih trenutkih spomnimo Marijo, kako je ona vstopila v to soodrešensko vlogo. Od tistega trenutka, ko je izrekla svoj fiat, svoj da, svojo privolitev Bogu, pa naprej potem, dokler je rodila Jezusa. Seveda res, če pomislimo o besedah, ki jih izgovarjamo pri vseh molitvah, nas molitve pravzaprav vodijo v tiste čase, ko se je vse to dogajalo. In molitev ima pomemben vidik, pomembno vlogo v našem življenju. Jelena Vasil je dejala, da jih je Marija učila odpirati srce, da bi slišali notranji glas. In rekla je, da se Bog vsakomur razodeva na drugačen način, če ne drugače, pa preko vesti. Marija jih je učila, da je molitev pogovor, ki ni enosmeren, ampak se Bog v molitvi daruje. Kako pa naj molimo, da bo naša molitev res molitev s srcem? No, zanimivo mi je bilo pričevanje enega kmeta v Medžugorju, to je bil gospod Jure Jerkovič, ko mi je enkrat rekel, ko se ti pokrižaš, ko narediš v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, v tistem trenutku pri Bogu zazvoni telefon in zveza je vzpostavljena. Torej, ni važno število molitev, ne? Nekateri pač postavljajo številke molitev kot pomembno. Ne, to pri Bogu ni važno. Važna je ta predanost, važna je molitev s srcem, važno je, da ima človek res takrat v tistih trenutkih občutek, da se pogovarja s svojim Bogom, z osebnim Bogom, ki ga seveda tudi sliši, ki ga razume in ki odgovarja tudi na te njegove prošnje. Ni nujno, da je tudi vsaka molitev uslišana. Verjetno bi bilo za nas včasih tudi pogubno, če bi nas Bog uslišal vse tisto, kar ga mi prosimo. Zato naj nas Bog usliši tisto, za kar ve, da je za nas najboljše. Tudi ni vedno nujno, da molimo po nekih obrazcih, po nekih ustaljenih navadah, ampak Bog rad sliši, če človeška molitev privre, se pravi z našega srca. Bog nas razume. To je ravno tako kot mati, ki ima svojega otroka, ki je majhen, ki še ne zna govoriti. Otrok nekaj zamuca, se pravi, nekako mami da vedeti, da nekaj želi in mama ga takoj razume. Točno ve, kaj otrok rabi. Približno tako je tudi pri Bogu. Za nas sem danes pripravil prav posebne molitve, ki jih je zapisala Jelena Vasil, in sicer teh molitev se ni sama izmislila, ampak jih je Marija med videnjem narekovala. Vprašal sem jo, če bi jih lahko videl, ker sem videl, da jih je imela v nekem zvezku napisane. Pokazala mi jih je, seveda z veseljem, pa sem jih želel fotografirati. Ona je rekla, čakaj malo, ne, počakaj malo, je vzela 3 papirje in se je kar usedla zraven in mi je te molitve prepisala. No, ker so ravno 3, pa bi predlagal, da preberemo vsak po eno.
Tako mi bomo poskrbeli, da bodo naši gledalci sedaj videli te molitve izpisane na ekranih, in jih kar povabimo, da skupaj izmolimo te molitve. Začeli bomo z molitvijo, molitev pesem, posvetitev Devici Mariji. O mati moja, mati dobrote, ljubezni in usmiljenja. Brezmejno te ljubim in se ti posvečujem. Po svoji dobroti, ljubezni in milosti me reši. Brezmejno te ljubim in želim, da me varuješ. Iz srca te prosim, mati dobrote, daj mi svojo dobroto, da z njo dosežem nebesa. Prosim te za tvojo neskončno ljubezen, da mi daš milosti, da bom mogel ljubiti vsakega, kakor si ti ljubila Jezusa Kristusa. Prosim te tudi za milost, da bom mogel biti milostljiv do tebe. Popolnoma se ti posvetim in želim, da si z menoj na vsakem koraku, kajti ti si polna milosti in želim, da jih nikoli ne pozabim. Če pa jih izgubim, te prosim, da mi jih vrneš. Amen. Druga molitev je molitev k prečistemu srcu Marijinemu. O prečisto srce Marijino, prepolno dobrote, izkaži nam svojo ljubezen. Plamen tvojega srca, o Marija, naj ovije vse ljudi. Brezmejno te ljubimo. Vtisni v naša srca pravo ljubezen, da zahrepenimo po tebi. O Marija, blagega in ponižnega srca, spomni se nas, ko grešimo. Ti veš, da vsi ljudje grešijo. O daj, da po tvojem prečistem in materinskem srcu ozdravimo od vsake duhovne bolezni. Daj, da bomo mogli vedno gledati dobroto tvojega materinskega srca in da se po plamenu tvojega srca spreobrnemo. Amen. No in še tretja molitev je molitev k presvetemu srcu Jezusovemu. O Jezus, vemo, da si blag in si za nas dal svoje srce. Okronano je s trnjevo krono in našimi grehi. O, vemo, da nas še dan danes prosiš, da ne propademo. Jezus, spomni se nas, ko grešimo. Po svojem presvetem srcu nam daj, da se bomo vsi ljubili. Naj preneha sovraštvo med ljudmi. Izkaži nam svojo ljubezen. Vsi te ljubimo in želimo, da nas obvaruješ pred grehom s svojim pastirskim srcem. Trkaj na naša srca. Bodi potrpežljiv in neutruden. Nismo še dobro razumeli tvoje volje, zato smo zaprti. Vztrajno trkaj in daj, o dobri Jezus, da ti odpremo svoje srce, vsaj takrat, ko se spomnimo tvojega trpljenja, ki si ga za nas prestal. Amen. Molitve boste lahko našli v naslednji številki revije Mir odmev Medžugorja. Naj ponovim, molitve je napisala Jelena Vasil. Blažena Devica Marija je te molitve med videnjem narekovala. Jeleni Vasil so postavili vprašanje, kako spoznati, ali je sporočilo, ki ga doživimo od Boga ali od zla. Devica Marija je odgovorila, ko doživite sporočilo, ki ga spremljata toplina, žar v prsih ali kroženje prijetnega vetriča, potem je to od Boga. Še malo pa se bo v Medžugorju odvil naslednji veliki dogodek. Vi ste verjetno doživeli začetke Mladi festa. Kako se je vse skupaj pravzaprav začelo? Ja, začelo se je 1984 leta. No, meni je včasih malo težko pri srcu, ko slišim od mladih, ko rečejo, gremo na festival. Ne poznajo pa tistega globljega vzroka, zakaj je ta festival v Medžugorju nastal. No, kot sem že omenil, 84 leta smo nekako spraševali vidce, naj vprašajo Marijo, ker takrat smo nekako tako izračunali, ker smo v nekem preroštvu oziroma v nekem
v nekih zapisih dobili, da naj bi Marija rodila Jezusa pri 16 letih. Se pravi, če računamo, potem bi 1984 ona morala imeti takrat 2000 let. No, kar nekaj časa ni bilo nobenega odgovora. Ko smo pa leta 1984 za 13. obletnico Marijinih prikazovanj prišli v Medžugorje, smo pa pred Medžugorsko cerkvijo naleteli na takratnega župnika, patra Joza Zovka, no in on nam je z velikim veseljem povedal, da je Marija povedala, in to ravno preko vitkinje Jelene, da je rojena 5. avgusta. No in takrat 5. avgusta leta 1984 je Marija imela 2000 let. No, če bi vas danes, recimo voditelj na Milijonarju, vprašal, koliko je nebeška gospa stara, pravilen odgovor bi bil 2037 let. No, takrat, leta 1984, za 5. avgust so se posebej pripravljali vici za ta veliki dogodek, pa ne samo vici, tudi romarji. Smo se zbirali oziroma smo sporočali naprej eden drugemu, da bo takrat imela Marija rojstni dan, in organizirali smo precej romarskih avtobusov. No, medžugorski vici so pa takrat naredili eno posebno gesto ob tem Marijinem rojstnem dnevu. Sedaj si bomo ogledali ta posnetek. Kako sam na samom početku rekla, Gospa je rekla da je danas njezin rođendan. Onda kad su počeli dolaziti svećenici teološki promatrati, ja sam rekla, kad svima možemo slaviti jednom rođendan Gospi, možemo 2 puta. I tako smo ti počeli jednom prilikom. Gospa nam je rekla, kad je 2000 godina Gospi bio rođendan, mi smo napravili jednu veliku tortu, molitvena grupa, i nosili smo je na Križevac. I bilo je ukazanje u 10:30 sati. I u momentu kad je bilo ukazanje, onda smo mi pjevali Gospi sretan rođendan. Čak smo se pripremili i prikazali Gospi 9 dana molitve i posta. I u tom momentu kad je Gospa došla, Ivan je imao jednu ružu od šećera koja je bila na torti. I on je poklonio Gospi, a mi smo ostali pojeli tortu. Ali Gospa je odnijela sa sobom ružu od šećera. Recite mi da nije lijepo. Majko mila, moli za nas. Kako lepo reče v posnetku Marija Pavlović, kdo si le ne bi želel praznovati rojstnega dneva 2-krat. Marija bi si zaslužila še večkrat in gotovo si Marija zasluži obe praznovanji, 5. avgusta in 8. septembra. In prav lepo je videti, da je v tem času v Medžugorju zbrano tako veliko število mladih, ki praznuje z njo in se veseli. Gospod Kornelij, najlepša hvala za današnji pogovor. Sedaj pa si bomo mi pogledali posnetek, kako pravzaprav izgleda Mladifest, da si bodo lahko tisti, ki še niso bili, predstavljali in da jih malo ponesemo v to dogajanje. Hvala in se vidimo naslednjič. Hvala tudi vama in nasvidenje. 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 Medžugorje je veselje za me. To je vrstna, nepozabna izkušnja. Radost duše. Veselje. Prečudovito. Nebesa. I thank Our Lady of Medjugorje for all these blessings in my life, and I encourage you to consecrate your life to her. Don't be afraid to give your life to her. To je ta kraj milosti, kjer se dogajajo čudeži, spreobrnenja. Tisoči ljudi v tej tišini pred najsvetejšim. Tja me enostavno vleče, očitno me Marija dovolj močno nagovarja. Vsako leto prejemam novih in novih milosti.
Jaz sem doživel v Medžugorju spreobrnenje in nekako se mi zdi, da se moramo dolžiti Mariji in pomagati drugim do tega in bom šel kot asistent, kot spremljevalec. Bog je ogromno milost dal v Medžugorju. For there would be up to several hundred fans waiting for an autograph or a picture, and then his ideal of a happy love life broke down, was beginning to become very empty inside. Thanking Blessed Mary for light divine, thanking Blessed Mary for light. Najbolj mi je bil všeč ta del, ki so nune na odru predstavlja na temo Ave Maria. Ti posnetki nas res popeljejo v Medžugorje prav na Mladi fest. Ampak za nami je pa že en velik dogodek, 40. obletnica Marijinih prikazovanj. Za menoj je veličastna kulisa svetišče Kraljice miru v Medžugorju. Tu v Medžugorju, kjer Mati Božja prihaja že 40 let, 40 let nas poziva k miru, k pomirenju med ljudmi in pomirjenju z Bogom. Tu smo se zbrali njeni otroci iz vsega sveta. V tem trenutku je največ ljudi iz vzhodne Evrope, iz Ukrajine, iz Poljske in drugih vzhodnoevropskih držav. Tukaj je tudi veliko Slovencev, ki bomo prisostvovali te čudoviti sveti maši 40. obletnice Marijinih prikazovanj. No in v tem trenutku stopamo v 41. leto Marijinih prikazovanj. Bog daj, da bi bilo za nas vse blagoslovljeno. Naš naslednji gost je dr. Primož Krečič, ki ga prav lepo pozdravljam. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Dober dan. Danes smo že spregovorili o tem, kako pomembno je, da molimo s srcem. Zato je pomembno tudi, kakšno je naše srce in kaj v njem zaseda prostor. Marija je pred 11 leti, leta 2009, v sporočilu, ki ga je dala Mirjani 18. marca, postavila takšno vprašanje. Dragi otroci, danes vas kličem, da iskreno in dolgo gledate v svoje srca. Kaj boste v njih videli? Kje je v njih moj sin in želja, da mi sledite k njemu? Ta korak je izredno pomemben. V duhovnosti se moramo srečati s svojim osebnim jedrom, tam, kjer smo sami pred sabo, tam, kjer smo pred drugim in pred Bogom. Kdor je tako svoboden, da naredi ta korak, lahko postane odprt tudi za mnoga druga vprašanja in srečanja in se napolni s smislom. Tukaj je zelo koristno branje Božje besede, prejemanje zakramentov, zlasti svete spovedi in pa molitev. Vsa ta sredstva, vsa ta duhovna sredstva nam pomagajo, da se lahko prebijamo skozi vse to, kar marsikdaj ovira srečanje z nami. Žal ljudje v zadnjem času zelo bežijo od sebe. Lahko bi rekli, da klatijo po vsem svetu, hočejo srečati vse ljudi, ampak na koncu zgrešijo sami sebe. Zato je tako pomembno, da se srečamo, da se srečajo sami s sabo, da se veselijo sebe in da zajočejo nad svojo hudobijo in nad svojimi ranami. Vse nepomembno potem odpade, kaj ti odkrijejo v sebi resnico in lepoto. Odkrijejo tisto, kar je glas vesti, je tisto, kar po čemer jim govori Jezus. Sveti Avguštin pravi, da nam je
ta Bog bolj domač, kot smo mi sami sebi. In zato se lahko v svojem jedru srečamo z Jezusom. Hudo je, če ga zakriva naša nemoč, če je tam hudič, če je hudobija, če smo vklenjeni in zaprti. Toda Marija nas želi popeljati preko tega, da bi prišli res tudi do te Božje prisotnosti, ki je v nas, da bi zaživeli v molitvi in da bi našli tisto temeljno varnost. In ta varnost je Jezus. Če ni Jezusa v nas, tudi nas ni. Zato je današnja civilizacija tako izgubljena in zahaja. Medtem ko posrečamo Jezusa, lahko doživimo in ustvarimo eno harmonijo in upanje. Jezus je varnost in prav to ljudje danes najbolj iščejo. Marija potem leta 2009 sporočilo nadaljuje takole. Otroci moji, naj bo ta čas odpovedovanja čas, ko se boste vprašali, kaj osebno želi moj Bog od mene. Kaj naj storim? Molite, postite se, imejte srce polno usmiljenja. V Medžugorju bo naslednji mesec potekal Mladi fest. Mladi si verjetno pogosto postavljajo vprašanje, kaj osebno želi moj Bog od mene. Kako bi nagovorili mlade, kako naj poiščejo odgovor na to vprašanje? Ja, to je najbolj težko. Ker danes srečanje z Jezusom je zahtevno in mladi to hitro zaslutijo, da gre za res. Zato mnogi bežijo, se bojijo. Strah jih je, da bi kdo vzel njihovo svobodo, kot jo oni razumejo. Da ne bodo več mogli živeti tega razpuščenega življenja, uživaškega, kot ga predstavlja potrošništvo v sodobnem času. Na ta boj, ki sem ga omenil, kaže podoba apokalipse, ki predstavlja veliko hotnico, vlačugo Babilon in na drugi strani ženo, ki se bojuje zmajem. Nekam se moramo postaviti, ali na eno stran ali na drugo. Zato je tam, kjer se pojavi Jezus, vedno boj. To je tisti pozitiven boj, ki vodi k življenju. Boj z vsem, kar je laž, kar je slepo. In ko gledam danes birmance ali pa mladino, vidim, da so kristjani. Toda jih je strah, da bi se izpostavili. Strah jih je pred bojem. Oni se ne bi šli boriti. Toda življenje je boj. Če hočeš uspeti v šoli, se je treba boriti. Če hočeš uspeti v zakonu, če hočeš uspeti v družini, v službi, kjerkoli, je potreben določen napor. In če postavimo Jezusa na prvo mesto, vse drugo, potem postane vse drugo v službi tem. In ta boj postane drugačen, ker postane kot nekakšna spremljava ali pa se nečesa rešimo, ker vemo, da nas uničuje, da nas odvaja od naše resnice. In zato Marija tako jasno pravi, te 3 stvari, da postite se, molite in imejte srce polno usmiljenja. Se mi zdi, da je to ena taka terapija za današnji svet, ki mu to ne diši. Ampak te 3 razsežnosti duhovnega življenja ustvarjajo občutek varnosti in Božje bližine. Te 3 stvari ustvarjajo resnično svobodo, da se očiščujejo od zla in z njimi se sklanjamo k drugim v njihove rane, se jim približamo tam, kjer so zaprti in šibki. In nenazadnje, to je tudi pot, ki vodi k razodetju 10 skrivnosti in pot, ki vodi k ozdravljanju družbe. Ko pridemo v Medžugorje, se učimo prav teh 3 dejavnosti, sicer vedno znova. Sporočilo pa Marija zaključi s temi besedami. Ne pozabite na svoje pastirje, molite, da se ne izgubijo, da ostanejo v mojem sinu, da bi tako bili dobri pastirji svoji čredi. Res se verjetno premalo zavedamo, kako pomembna je molitev za duhovnike,
In kako izgubljena je čreda brez svojega pastirja. Ne pozabimo na molitev za duhovnike. Vabim vse, ki nas spremljate, da v svoje molitve vključite tudi njih. Marija je pogledala vse prisotne in nadaljevala. Spet vam bom rekla, ko bi vedeli, kako vas ljubim, bi jokali od sreče. Hvala. Ali se sploh zavedamo, kako rada nas ima Marija? Ja, to je velikega pomena v tem očitnem boju z peklenskimi napadi, kajti brez predhodne ljubezni ni odločitve za boj. Samo velika ljubezen lahko premaga lenobo ali pa kompromise ali pa laž. Treba se je torej pač soočiti s to brezčutnostjo, s hudobijo, začeti boriti in šele potem doživimo v sebi svobodo, ki je sposobna novih korakov. In pri tem je gotovo hudobni duh zelo zvit, kajti naredi vse, da ne bi spoznali, kje smo, kje smo se zapetli. Po drugi strani pa tudi ovira, da ne vidimo, kako smo vredni v Božjih očeh, kako smo ljubljeni v Božjem srcu. Kako nas ima Marija rada, kot je sama rekla. Marija če nas ne bi imela rada, se ne bi prikazovala 40 let in nas ponižno klicala, da se spreobrnemo in pridemo zopet tja, kjer bi morali biti. To je način vsake mame, pot, ki jo poznamo pri sveti Moniki, ki je izprosila spreobrnenje svetega Avguština in potem naprej. Prepričan sem, da bi lahko ta občutek, da mati moli zate, Marija moli zate, lahko mnogim ljudem pomagal, da bi začutili, kako so ljubljeni. Da ne bi bili več tako črnogledi, da ne bi padali v depresije, ampak se odprli tam, kjer je resnična rešitev. In če nas ima Marija resnično rada, nas bo pripeljala k spreobrnenju. No, drugi vidik tukaj je vprašanje molitve za duhovnike. Marija je večkrat vidce prosila, naj molijo, se ne bi duhovniki izgubili. Še v nekaterih drugih sporočilih najdemo to. In se mi zdi, da je zelo potrebno prav danes, da bi duhovniki našli še veliko več te duhovne podpore, ker ti duhovniki se danes težko znajdejo. Veliko težje kot v tistem času, kjer so imeli svoje mesto, kjer so imeli celo eno svoje dostojanstvo in tako naprej. Ampak danes so nekje ob strani, že zaradi same družbe, potem tudi zaradi samega sporočila in tudi zaradi svoje krhkosti. Nekateri so izgubili navdušenje, nekateri so šli v posvetenje, nekateri so se tudi zaprli, nekateri pa žarijo in se podarjajo, ker živijo skupaj z Jezusom. Poznamo misel, ki je rekel papež Frančišek, morajo duhovniki dišati po ovcah. In to je tako pomembno, da imajo lahko v sebi potem Jezusov pogled in njegovo srce. Kar pa ljudje hitro začutijo in se tega zelo, zelo veselijo. O ljubezni smo mi že spregovorili v prejšnji oddaji, ko smo tudi definirali, kaj pomeni ljubezen. V letu 2010 pa Marija v sporočilu ne le da poudari ljubezen, ampak izpostavi, da je to dar, za katerega moramo moliti. Prvi del sporočila se glasi takole: Dragi otroci, danes vas vabim, da ljubite z vsem svojim srcem in z vso svojo dušo. Molite za dar ljubezni, kajti ko duša ljubi, k sebi kliče mojega sina. Moj sin ne zavrača tistih, ki ga kličejo in ki želijo živeti po njem. Kako to, da je ljubezen dar, kdo nam jo podari in kako moliti za to? Ja, ljubezen je v odnosu in vse, kar je v odnosu, je dar. Če smo ljubljeni, moramo tudi ljubiti in zato je tako pomembno, da smo od prvih trenutkov oddani v ljubezni. Otrok, ki ni ljubljen, vemo, da je to lahko izvir mnogih ran in se vleče skozi vse življenje. Ljubezen, ki smo jo dobili, pa jo moramo razvijati in
na njo odgovarjati in živeti z nje. Marija nas vabi, da ne bi zgolj ljubili na naši človeški, antropološki ravni, ljubili po prijanju in po domačnosti, ampak da bi ljubili tudi s tisto ljubeznijo, ki zdrži kljub težavam, kljub zavrnitvam, tudi izdajam. Marija nas vabi, da bi ljubili z vsem našim bitjem, srcem, razumom in z dejanji, da te ljubezni, ki je v nas, ne bi moglo nič ustaviti. In to ne pride samo po sebi, ampak zato moramo prositi, zato moramo moliti in za ta dar ljubezni in tudi do kraja. To je velikokrat zelo težko, ampak ljubezen, ki ne gre do kraja, ljubezen, ki ni vse, je grenka ljubezen in ne osvobaja, ne prinaša tistega veselja, ki ga nosi vse. Gotovo, da je težko danes, ko mnogi ljudje gledajo samo zase, sami sebe. In ko je toliko sebičnosti in teh užitkov, ki ne osrečijo. Zato nas Marija kliče k spreobrnenju. Spreobrnenje je prav v tem, da bi začeli resnično ljubiti, da bi znali povezati svojo krhko človeško ljubezen z neustavljivo Božjo ljubezni. In kot je znal Jezus, še posebej, kot pravi tam v prvi vrstici 13. poglavja pri Janezu, ki jih je ljubil do konca. Ko začne ljubezen biti do konca, potem bežijo hudiči. Ker hudič ves čas gleda, kako bi zmešal, kako bi ustavil. Hudič dela kopjo ljubezni, in ne ljubi, ampak sovraži. Čeprav se človeku dobrika, kao, da je dober in tako naprej. Prav zato je Jezus stopil v globine teh hudičevih zank in njegovih potegavščin, njegove sebičnosti in jih je premagal. Zato moramo moliti in prositi za ta dar, da bi lahko sprejeli vse druge, vse bližnje s človeško ljubeznijo, pa tudi z Božjo ljubeznijo in da se ne bi nikoli ta ustavila. Kako pomembno je za cerkev, da živite odnose, da jih podpira Božja ljubezen. In kjer so ti odnosi, potem lahko rečemo, da je to že nekakšen predokus raja, predokus večnosti. Zato je sveti Janez tako lepo napisal, da resnična ljubezen premaga strah. Da ni nobene stvari, ki bi jo moglo ustaviti, ampak da je vse skupaj samo en tok, ki izhaja iz Boga in potem se tudi k njemu vrača. In kot sem že prej omenil, treba se spreobrniti za ljubezen. Tudi današnji čas, današnja cerkev in današnje človeštvo se mora zopet spreobrniti k temu. Marija nam pravi, ljubezen je dar. In ta dar moramo vedno poglabljati. Zato molimo, zato gremo k sveti maši, zato se nabijemo oziroma napojimo z novo ljubeznijo, da bi lahko jo dali vsem. In tako se pozna to v zakonskih odnosih, v prijateljstvih, med sosedskih odnosih, kjer se lahko odpušča, kjer znamo sprejeti drugega takšnega, kot je, kjer lahko rečemo, da zaobjamemo vse. Omenili ste spreobrnenje, a spreobrnenje je milost. Verjetno nas zato v drugem delu Marija še posebej povabi. Molite za tiste, ki ne dojemajo ljubezni, ki ne razumejo, kaj pomeni ljubiti. Molite, da jim bo Bog oče, a ne sodnik. Ne le Marija, tudi Bog nas ima rad kot oče, ampak veliko ljudi ima le glavno podobo Boga sodnika, nekoga, ki čaka na vsak naš prestopek, da nas bo kaznoval in vsem vidijo Božjo kazen. Nekako se Boga bojijo in to je največkrat lahko razlog, da se tudi oddaljijo. Kakšna je podoba Boga kot očeta in kakšna kot sodnika? Zakaj nas Marija vabi, naj molimo za ljudi, da jim bo Bog oče, a ne sodnik? No, govorili smo že o tem, da je ljubezen dar, si ga je treba izprositi, da je treba pač neprestano stopiti v ta odnos in
ga širiti in krepiti. In če smo ljubljeni človeško in Božjo ljubeznijo, je to velika popotnica za življenje. In da si mnogi tukaj belijo oči in trpijo, ker niso v sebi dobili te ljubezni, ker imajo rane in se težko potem ven potegnejo iz tega. V krščanskem središču, v krščanskem oznanilu je v središču Bog. Bog, kot je sveti Janez zapisal, ki je ljubezen. In takega Boga je razodel Jezus in takega Boga tudi razodeva cerkev. To pomeni ljubezen z resnico, da ljubimo v tistem, kar smo, ne neko laž, ne nekaj, kar je nadomestno. In v Medžugorju marsikdaj občutimo, da smo sprejeti in ljubljeni. Pa čeprav smo prišli od daleč in se poganjamo po tistem hercegovskem kamenju in pesku, vendar tam se srečamo z Bogom kot ljubezni. Tam se srečamo z odpuščanjem in usmiljenjem. Tam se srečamo z bratstvom. Srečamo brate, ki so prav tako bili obdarjeni z Božjim usmiljenjem in postali ponovno ljudje. Nekateri razlagalci pravijo, da je Jezus to svojo držo, ta svoj pogled na Boga Očeta še poglobil ob svetem Jožefu. Da mu je sveti Jožef svojim odnosom do Boga, tudi do njega, pomagal še bolj izdelati ta človeški vidik Božjega usmiljenja. In tako sveti papež Janez Pavel II kot papež Frančišek postavljata prav Božje usmiljenje v središče pastoralnega nagovora cerkve za današnji čas. Vsak človek razume, kaj pomeni usmiljenje. Kaj ti, ko si ranjen, ko si na tleh, začutiš roko, ki ti prihaja naproti, ki te ne bo urezala, ki te ne bo pohodila, ki te ne bo še bolj potegnila dol, ampak te bo obvezala, ti bo dala življenje, te bo zdravila. In prav s to prednostjo držo do ubogih in do ranjenih se danes predstavlja Medžugorje. To je tisti dar kesanja in dar pokore in spreobrnenja, ki je v središču v Medžugorju. Seveda, ljubezen je dobrohotna in naklonjena, je usmiljenja, vendar pa tudi resna in zahtevna. Kar je usmerjeno proti ljubezni in proti življenju, ni po Božji milosti, ni po Božji zamisli. In zato se oddalji od Boga in bratov. Zato je Bog tudi poleg usmiljenega očeta tudi sodnik. In sodba je spoznanje pred dejstvom ljubezni. Ko bi morala biti nekaj ljubezen in ni ljubezen, ko bi morali nekaj narediti, pa nismo naredili. In k temu nas opozarja naša vest, ki nas kliče k kesanju in odpuščanju. Vse Jezusovo delovanje je delovanje sprave in odpuščanja. Tudi po smrti bomo stopili v isto talilnico ali prečiščevanje, kot se imenuje, ko se bomo s svojim življenjem odprli Božji milosti, svojo vero, ali pa se bomo zaprli temu. In pred darom Božje ljubezni, ko se nam bo razkril, bomo tudi odkrili tudi svoje esence, resnično svojega življenja, kjer smo igrali, kjer nismo bili transparentni, kjer se nismo prečistili. Žal, nekateri bodo kljub razodetju tolike ljubezni ostali trmasto zaprti in sovražni. Vendar vstopnica v večnost, v srečno večnost je naša vera, da se naslonimo na Jezusa in njegovo odrešensko ljubezen in on nas bo popeljal naprej. Zaključek sporočila iz leta 2010 pa je tako lep, kajti vsak od nas lahko stori še marsikaj lepega. Marija pravi: otroci moji, bodite moji apostoli,
bodite moja reka ljubezni, jaz vas potrebujem, hvala vam. Tokrat Marija ne reče le moji apostoli, ampak pravi, bodite reka ljubezni. Kako lepa prispodoba. Kako pomemben je vsak posameznik, da lahko skupaj tvorimo reko. In Marijin klic, da nas potrebuje, da smo pomembni. Kako se lahko na ta klic res s srcem in pripravljenostjo odzovemo? To je res čudovito. Marija vabi vidce in tudi nas, da bi bili njeni apostoli, da bi sestavljali to reko ljubezni, da bi bila to velika reka, veletok. Kajti če sprejmemo njena sporočila in po njih živimo, se to v nas vidi. Da delamo, da ljubimo, da živimo z enim drugačnim veseljem in naklonjenostjo. Da gledamo skozi Jezusov pogled. In Jezusova bližina nam daje moč, da gremo nad vse to, kar nam ponuja te slepote, ki jih ponuja potrošniška civilizacija. In to se pozna pri ljudeh, ki pričujejo z upanjem, ki odpuščajo, predvsem pa so bolj človeški in usmiljeni. Čas, ki se odpira pred nami, kliče prav po tem pričevanju. Ljudje hočejo in želijo pričevanja in zato tudi želijo teh Marijinih pričevalcev. Še posebej mladih, da bi bili drugačni, da bi bili drugačni mladi. Družine, da bi bile drugačne družine. Duhovniki, da bi bili drugačni duhovniki. Starši, da bi bili drugačni starši. Ali pa krščanske skupnosti, da bi bile drugačne skupnosti. Da bi imeli Marijin duh, da bi v njih dihal Sveti duh. Da bi bile nosilke teh potokov milosti za mnoge druge. In Marijin način je vedno način spoštovanja, pozornosti, usmiljenja, vendar ne lažen, vedno povezan z resnico. Preživelo bo, kar bo, prežeto z ljubeznijo in bo resnično. In kjer bo Marijina reka ljubezni, tam bo vedno zelenje in bo vedno življenje. Gospod Primož, hvala za vaše dragocene misli in verjamem, da smo lahko s skupnimi močmi ena čudovita reka, celo veletok. Nasvidenje, do naslednjič. Nasvidenje. Nasvidenje. Majko mila, moli za nas. Sedaj pa vas, dragi gledalci, povabimo, da skupaj zapojemo medžugorsko himno v slovenskem jeziku. V ta namen smo posnetku dodali podnapise, da boste lahko prepevali in se besedila naučili. V prejšnji oddaji nam je pobegnil podatek o izvajalcih te skladbe. To so Gabriel Vidmar, vokal, klaviature in produkcija, Valentina Baričič, vokal, Boštjan Baričič, vokal in Primož Lisjak, vokal in saksofon. Tebi smo prišli, o mati, vse strani te naše zemlje, svojo bolj ti potožili, izročili svoje želje. Ti poglej nas potolaži, blagoslov nam svoj podaj. Jezusu nas priporoči, Mati mira prosi za nas. Ti poglej nas potolaži,
svoj podari. Jezusu nas priporoči, Mati mira prosi za nas. V župniji Velesovo je potekal 7. Marijin dan. Poglejmo si, kako je bilo. Odpeljimo se proti vasici Adragas. Z glavne ceste zavijemo med hišami, vse dokler se pred nami ne prikaže veličasten pogled in vidimo cerkev Marijinega oznanjenja s samostanskim kompleksom, kjer se je v soboto 13.6. odvijal že 7. Marijin dan po medžugorskem vzoru. Letošnje leto je bilo prav posebno, kajti pandemija je preprečila lanskoletni dogodek in na poseben način so bili z nami kar 3 medžugorski gosti. Dan smo začeli s premišljevanjem veselega in žalostnega dela rožnega venca, med katerim smo prebirali Marijina sporočila, nadaljevali z molitvijo k Svetem Duhu in v tem prvem delu molitev zaključili s 5 litanijami Matere Božje. V drugem delu smo si s pomočjo tehnologije ogledali pričevanja naših gostov. Predvajali smo posnetek, podnaslovljen s slovenskimi podnapisi, pripravljeni posebej za to priložnost. Prvi gost, gospod Marinko Ivankovič, nas je popeljal v leto 1981, v tiste prve dni, ko se je Marija otrokom prikazala. Poskrbel je, da se je v Medžugorje pripeljalo veliko cistern pitne vode, ki jo je on sam potem delil romarjem. V zahvalo za to dejanje ga je Marija med nekim videnjem poljubila, kar so mu povedali vidci po samem videnju. Drugi gost je nam dobro znan, takratni medžugorski župnik, pater Jozo Zovko, ki je župnijo prevzel ravno v času Marijinih prikazovanj. Pater Jozo nas je nagovoril kot prijatelje tega velikega gibanja, ki ga je Marija začela s svojimi 6 vidci. V katehezi, ki smo jo poslušali, se je dotaknil sadov Medžugorja in nas med drugim nagovoril s besedami: Dragi bratje in sestre, Medžugorje je manjkalo cerkvi, zato vam ga Bog podarja. Medžugorje in Marijina bližina je manjkala krščanskim družinam in zato nam ga je Bog ponudil. Marija je leta 1994 rekla: Bodite moje iztegnjene roke, bodite moji apostoli, prek vas želim širiti moja sporočila in evangelij. Tako želim dati popravilo oziroma zdravilo vsakemu srcu v tem času. Tretji gost je bil pater Marinko Šakota, sedanji medžugorski župnik, ki nam je odgovoril na vprašanje, zakaj se Marija prikazuje že 40 let. Glavni mašnik je bil gospod dr. Primož Krečič, župnik iz Koprske stolnice in duhovni vodja Društva prijateljev Mir Medžugorja. V uvodnem nagovoru nas je spomnil na duhovnost, ki nam jo daje Marija v današnjem času. Bog je živ in Marija nam hoče tudi danes to povedati. S to sveto mašo smo se zahvalili za 40 let prikazovanj, za vse spodbude, spreobrnenja, nove poti v življenju, predvsem pa za toliko odpuščanje grehov. Za zaključek smo v svojo sredo sprejeli še živega Jezusa. Pred izpostavljenim najsvetejšim nas je jezuit, pater Mijo Kekič, vodil skozi molitev za ozdravljenje na duši in telesu. Za konec pa smo izvedli še posvetitev Marijinemu brezmadežnemu srcu. Dan je bil še posebej milosten, saj se je skozi celo dopoldne odvijala tudi sveta spoved. Srečanje je organiziralo Društvo prijateljev Medžugorja Mir Slovenije.
v sodelovanju z župnijo Velesovo. Se vidimo zopet prihodnje leto, 2. soboto v juniju v Adragasu. Tako lepo, da vam povedati ne morem. Veste, mislila sem, da sem v Medžugorju. Prelepo in vsa čast vam, ki organizirate od Društvu Mir, ki organizirate to romanje, bi rekla, skoraj romanje, in ta prelep Marijin dan v Velesovem, ki nam predstavlja Medžugorje. Moram reči, da je bilo zelo lepo pa milostno, pa zelo bogato. Čuti se ta duh Medžugorja tudi na slovenski način, da je Marija tukaj prisotna z nami, z vsemi milostmi, in glede na to, da je to že letos 7., lani nismo imeli, nam Marija vsako leto zrihta odlično vreme. Tako in mislili smo, da bo manj ljudi, ampak sama množica nas je zelo presenetila, tako da hvala za vsakega, ki se je odzval v njenem klicu. Marijin dan je zelo poseben dan. Je dan, kjer napolni vsakega človeka in vsakega Marijinega častilca z milostjo, mirom, ljubeznijo. Sem pa Bogu tudi hvaležna, da smo lahko, lani smo morali pač ta Marijin dan spustiti zaradi razmer, da je pa letos bilo možno, da smo se skupaj dobili, in sem bila tudi vesela, da nas je bilo kar nekaj, kljub tem razmeram sem mislila, da nas bo še manj. Lepa maša, lepa molitev, molitev pred Najsvetejšim za ozdravljenje. Spomnili smo se vseh, ki so ostali doma, za katere molimo tudi v vsakdanjem življenju, in verjamemo, da bo tudi to naše srečanje prineslo res obilo blagoslova nam in vsem, za katere molimo. In komaj čakamo seveda, da gremo v Medžugorje, mogoče bo res Marijina volja in dar, da bomo tudi letos na obletnico se lahko znašli pri njej v Medžugorju, ne? Tako, hvala vsem organizatorjem in za vas trud, ki ga vlagate v to, da se dobimo in da skupaj molimo. Jaz sem Marijin otrok. Še preden sem bila spočeta, je mama šla v Marijine svetišče in je prosila zame, in po 10 mesecih sem jaz prišla na svet, in to mi je najlepše dar za moje življenje, da sem lahko Marijina z dušom, srcem in telesom in vse, kar je zraven. Prevzem energije in miru, sprave in veselje. Jaz lahko rečem, da je mene Marija rešila iz slabih poti, iz življenja brez Boga v življenje z Bogom. In to prav preko Medžugorja, in pač ne bom nikoli bila zadosti hvaležna Mariji za to, da me je potegnila na pravo pot, po kateri upam in se trudim, da bi hodila vse svoje življenje. Je zelo veliko. Marija kot mati, ki zbira svoje otroke, ki jih želi pripeljati k Jezusu in da bi spoznali vsi to Božjo ljubezen, se mi zdi, da je res zatočišče, varstvo daje, se pravi, in nas res zbira kot eno veliko družino Božjih otrok. Medžugorje, bi rekla, mi veliko pomeni, ker sem tudi v letih 2000 do 2010 vsako leto avtobus peljala v Medžugorje, organizirala kot vodička. Torej, to je kraj, kjer smo se vedno počutili kot doma, ko smo prišli v Medžugorje, in res ta sporočila njena, ko ves čas prosi za molitev, za spreobrnenje, morda premalo upoštevamo, ampak v končni fazi res je to njena velika želja, da bi se vsi otroci rešili. To se mi zdi, da je bistvo Medžugorja, pa tudi, bi rekla, ta spovednica sveta, kot veliko rečemo, ker se dogajajo res ogromna spreobrnenja src, ki so se po dolgih letih morda očistila, postala nova, zaživeli novo življenje, recimo to je res, bi rekla, ena velika čistilnica duš. To Medžugorje se mi zdi, da je to en fenomen, ki ga morda v
svetu še ni bilo, ker je tu toliko sadov, recimo ne. In upamo, da bo spet lahko, da bomo šli. Moja največja želja je, da bi šla čim prej lahko spet v Medžugorje k Mariji. Več kot 70-krat sem bila v Medžugorju in vam povem, tam tisti mir, tista božja prisotnost, Marijina prisotnost, tam se vidi, tam se čuti, da je Bog med nami, da je Marija med nami. Dobila sem že več, kako bi rekla, spreobrnen. Mir v srce sem dobila, potem milost molitve, dar, milost, da lahko grem vsak dan k sveti maši, ko prej tega nisem zmogla. Potem vam ne vem povedati, meni se zdi, jaz sem zmeraj rekla in še danes zmeraj rečem, ko grem v Medžugorje, da grem v nebesa. Tam je mir, tam je sreča, tam je radost, tam ni zemeljskega življenja, pač pa božje življenje. Neskončno sem hvaležna Bogu, da je dopustil naši zlati mami, Devici Mariji, da nas obiskuje in da nas spreobrača. Ta zahodni svet, ki je vse prepoln potrošniške mrzlice, potrošniške družbe in da se res, tako kot je gospod dr. Primož Krečič danes povedal pri sveti maši, da se vračamo nazaj k božjemu češčenju najsvetejšega. Stavkom, pojdi in poglej in prepričaj se in doživi. In pej z odprtim srcem, ker samo če imaš odprto srce, s pričakovanjem, željo, s hrepenenjem, potem res lahko doživiš tisto notranjo srečo, tisto božji dotik, tisto ljubezen Boga in Marije. Upajmo, da bomo kmalu lahko zopet potovali in bomo lahko tudi sami šli v Medžugorje. Smo pa veseli, da delček Medžugorja lahko tudi prinesemo s svojimi izkušnjami in z dnevi, kot je današnji, sem v Slovenijo. Hvala lepa, da ste to organizirali. Res je lepo. Človek se spet počuti napolnjenega in bi rekla bogatega. Bogatejšega za eno izkušnjo več, za en dotik božji, pa za eno materino bližino. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Nasvidenje. Nasvidenje. Na spletni strani župnije Ig pa lahko najdete e-duhovni večer, ki je potekal 13. junija na temo 40 let Medžugorja. Medžugorje in Kurešček na poseben način povezuje Marija, kraljica miru. Vabljeni k ogledu. V rokah držim zadnjo številko revije Mir, odmev Medžugorja. Skupaj z urednico Mirjam Sterle pokukajmo, kaj zanimivega se skriva v njej. Mirjam, lepo pozdravljeni. Kaj bi izpostavili iz te številke? Najprej vsem skupaj lep pozdrav. V tokratni številki bi najprej izpostavila gosta iz naše redne rubrike Intervju. Naša sodelavca Petra in Frane sta obiskala patra Viktorja Papeža in imela z njim zanimiv pogovor, ki smo ga nato pripravili za objavo v reviji. V njem najprej na kratko izvemo za njegovo življenjsko pot, izvemo recimo to, da je že kot otrok zelo rad gledal knjige, bral knjige, vendar je točno vedel, da je čas zanje šele takrat, ko so vsa kmečka opravila zaključena. Po končani gimnaziji je študiral teologijo, torej začel je v Ljubljani, nato pa je na željo predstojnikov nadaljeval študij v Italiji in ga tam tudi zaključil. Potem so predstojniki ponovno imeli nov predlog zanj in sicer študij prava, no in tudi tega je zaključil in iz prava doktoriral na Frančiškanski pravni fakulteti. Po končanem študiju pa je še veliko let ostal v Italiji, kjer je opravljal različna pomembna dela, imel je pomembne službe v Vatikanu in bil je tudi profesor predavatelj na Frančiškanski pravni fakulteti. Za nas so v njegovi pripovedi zanimive predvsem te stvari, torej je zanimivo predvsem to, kako on poudarja,
kako se mu vedno bolj jasno kaže, da vse njegovo življenje teče pod Marijinim varstvom. Kjerkoli je že bil, katerokoli službo je že opravljal, vedno je čutil, da je Marija blizu in vedno je tudi on bil blizu Mariji. Marija nas v svojih sporočilih vabi, da bi bili njeni apostoli. Ali je pater Viktor Papež povedal tudi kaj o tem? Ja, s temi mislimi je pravzaprav zaključil svoj pogovor z nami in sicer pravi, da biti Marijin apostol pomeni širiti veliko slavo o Mariji. Zato pa je potrebno vedeti, poznati, kaj o Mariji piše Sveto pismo in kaj o njej pravijo cerkveni očetje. Vsekakor Marija ni tista, ki bi sebe postavljala v ospredje, ampak je tista, ki nas vodi, ki nas želi pripeljati k svojemu sinu, k Jezusu Kristusu. Tudi v galilejski Kani, recimo, ona ni reševala problemov, ko so se znašli v zadregi, ampak je služabnikom naročila: tisto, kar vam bo on, moj sin, rekel, tisto storite. Torej, življenje z Marijo, krščanstvo z Marijo je preprosto in lepo in ona je tista, zaradi katere zna biti krščanstvo tudi privlačna in življenjska vera. No, zdaj, mogoče je za koga tudi nenavadno, zakaj smo patra Viktorja Papeža povabili, ni pa to golo naključje. On je zdaj eden od frančiškanov, ki je na naši romarski poti na Brezjah. Brezje pa so za Slovence tista točka, kjer se v največjem številu in najpogosteje zbiramo okrog Marije. Tako, kot se v Medžugorju ves svet zbira okrog Marije. Tako pa na Brezjah je tudi zelo zanimivo morda omeniti, da so Brezje ravno na poti tudi do Medžugorja, marsikomu. Vsem državam, ki so severneje od nas, sem imela že velikokrat izkušnjo, da so prileteli iz vseh koncev sveta v severnejše dele na druga letališča in so potem šli in romali v Medžugorje. Ustavljali so se pa prav na Brezjah, kjer so najprej prišli pozdraviti Marijo. To so bili Filipinci, Korejci, seveda tudi Nemci, skandinavske države. Številni romarji so se ustavljali na poti v Medžugorje prav na Brezjah. In tako je tudi v reviji en prispevek o kristjanih po svetu. O čem pa ta govori? Ja, ta prispevek ima pa malo, malo težjo vsebino, a ne? Govori namreč o novodobnem mučeništvu kristjanov. V številnih krajih in deželah Afrike, arabskega sveta, Azije, namreč mnogi kristjani trpijo fizično in psihično nasilje, so deležni posmehovanja, so v zaporih, mnogo jih tudi umre samo zaradi tega, ker so kristjani. Morda ob teh oblikah mučeništva pomislimo, da se uresničujejo tudi napovedi, ki jih je Marija dala v Fatimi. Prispevek je pripravil Primož Krečič in je na začetku lepo napisal, da se v zadnjem času da je mučeništvo zadnjega časa pravzaprav neprimerljivo s katerimkoli časom v zgodovini, da je tako obsežno, kot doslej v zgodovini še nikoli ni bilo. Opozoril pa je na dve stvari, in sicer, da mi kot bratje in sestre teh trpečih, kot udje iste cerkve, pravzaprav črpamo premalo milosti iz trpljenja teh ljudi. Po drugi strani pa, da smo na neki način premalo občutljivi za to, ker se to ne dogaja neposredno nam, ker se to ne dogaja v naši bližini. Nismo dovolj hvaležni za kri teh mučencev, predvsem pa smo premalo sočutni. Veliko sposobnost empatije in veliko sočutja pa je premogel svetnik, ki je predstavljen v reviji. Kateri je to? Ja, to je pa čudežni mož iz Montreala in velik častilec svetega Jožefa, spet svetnik, ki verjetno večini od nas ni poznan, André Bessette. Ko se je ta gospod rodil, je bil pravzaprav nebogljen in zelo šibek otrok, tako da so mislili, da ne bo kaj dosti iz njega, pa je kljub temu dočakal 91 let. Poleg tega, recimo pri 20 letih še ni znal ne brati, ne pisati in zato ga tudi v noben samostan niso hoteli sprejeti, dokler mu tega ni omogočil neki škof.
No, in potem je sam rekel, ko so ga nekje sprejeli, ko sem prišel v samostan, so mi pokazali vrata in tam sem ostal 40 let. Namreč postal je samostanski vratar, opravljal je pravzaprav najnižje delo v samostanu. Čeprav je bil na tako nizkem položaju, če rečemo v narekovaju, pa je po pričevanjih znano, da je on človek, po katerem se je zgodilo največje število ozdravljenj, se pravi ena oseba, po kateri se je zgodilo največ ozdravljenj. Različna pričevanja govorijo o različnih številkah, vse pa segajo od 10 000 naprej. Seveda Andrej Besed tega ni pripisoval sebi, zmeraj je rekel, to ni moje delo, to je delo svetega Jožefa. Kljub visokim številkam je ostal preprost, ostal je ponižen in rekel je tudi, nisem nič zaslužen za to, jaz sem samo ponižen molivec, tako kot ste tudi vi ostali. Tako, hvala Mirjam za te besede. Priporočimo se obema svetnikoma, svetemu Andreju Besed in svetemu Jožefu, ki je tudi zavetnik tega leta, da bomo živeli čim bolj po njunem zgledu. Tako je. Hvala. Nasvidenje. Hvala tudi vam. Nasvidenje in lep pozdrav vsem. Nasvidenje. For so long I carried the weight of my past, crippled by burdens like stones on my back. I thought I had fallen too far from your grace, but you came and showed me the way. When I was lost, so searching, you were the ground beneath my feet. When I was a blind man begging, you were the eyes so I could see. When the smoke was rising up, you were the air that I could breathe. You gave me hope, you gave me something to believe. Now I'm alive and born again, rescued from the grip of sin. God, your love came crashing in and pulled me out of the fire. I'm a survivor.
Za zaključek, Mateja, kaj bi sporočila vsem, ki se odločajo, ali bi šli na Mladi fest? Zakaj da in kako je festival vplival na tvoje življenje? Sporočila bi jim, naj ne oklevajo z odločitvijo. Kaj je lepše kot objem nebes, bližina Boga, veselje in mir v srcu? Predvsem slednje je name naredilo velik vtis. Tako srečna sem odhajala iz Medžugorja, da sem si rekla, da moram preizkusiti ta program, Marijinih 5 kamnov. V življenju mi nobena stvar ni dala tolikšnega zadovoljstva, zato sem menila, da nimam kaj izgubiti. Prvotna odločitev je bila, da bom molila, se postila, šla k maši ter brala svetopismo en teden. Kasneje pa se je to podaljšalo na približno 3 mesece in toliko časa sem v sebi tudi občutila nepopisno veselje, za katerega verjamem, da je bil Božji dotik zame. Tudi moje izkušnje so tako lepe, da sem se tudi jaz kot Mateja odločila, da bom vsako leto obiskovala Mladi fest. Tako sva se tudi spoznali in sedaj že kar nekaj let skupaj prevajava dogajanje v slovenski jezik. Z zamikom bo Mladi fest prišel tudi v vaše domove, saj ga boste na TV Exodus lahko spremljali po delih. Vabljeni k ogledu. Ponovno se vidimo 6. avgusta. Nasvidenje do prihodnjič. Nasvidenje.